Ali si se dotaknil teh teorij zarote, ne? In meni je bilo to zelo zanimivo, sploh me to krizo spremljati, predvsem v slovenskem prostoru. Ne? Jaz moram reči, da preden sem začel ta podcast delati, sem jaz na Facebooku sprejemil samo prijatelje. Se pravi, mogel sem poznati. Pa sem pa rekel, začel sem to delati, pa sej Facebook bom tretiral kot javni medij, ne, za sebe. In sem začel vse sprejemati. Ne? In kar naenkrat se mi je odprl izven babla svojega. Ne? Isto meni, ja. Ja. In to mi je bilo zelo fascinantno spremljati te teorije zarote, pa v bistvu kaj vse lahko človeški skreira, kakšne zgodbe. Ne? In malo me zanima iz tvojega vidika, kako to tudi antropološko pri sebi gledaš, sigurno si razmišljal že doskrat o tem, pa kakšno je tvoje mnenje glede tega, ker mislim, da gremo vedno bolj v ekstrem tega trenda, da ljudje verjamejo, da bo to množično, ne bo več nek fringe ljudi, nek mali procent ljudi, ki verjamejo take ekstremne, ki bi imeli ekstremne poglede, ne? Ampak bo kar mainstream ratal, ne? In je to zelo zanimivo. Veš kako, ja, tle pa dejansko jaz sem to prvič zares opazil, takrat pred leti, ki je bil ta žled, ne? In je bila v Sloveniji nenadoma je padlo ven, da je to chemtrailsi so povzročali in smo Slovenci tam v Google Trends postali v svetovnem merilu smo največ iskali chemtrails, razumeš, da tako majhna država rata top na listi, da išče chemtrails, je čist čuden. In od takrat naprej se to sam širi, no. Teorije zarote se sam širi in rato je močnejše. Jaz se bi zdaj tle vseeno vrnil, ima transpon se zdaj priimka, veš, jaz, kadar pišem, jaz to vse preverim na internetu, zdaj sem offline. Vse v redu, lahko tudi pol popravim. A je bil Cvič ali kdo, mislim, da je bil Cvič, en velik srbski antropolog je prepetoval cel Balkan, 19. 20. stoletje, začetek 20. stoletja. In na stara leta so ga vprašali, a pa imajo ti narodi kaj skupenega, ne? In on je rekel, eno lastnost pa imajo, strahotno praznoverje, je on to imenoval. Bom pojasnil, ne, a veš, in zdaj je tako, ne, ja, ok. Obstaja nek merilc v psihologiji, se mu reče locus kontrole. Locus kontrole je lahko zunaj ali pa noter. Locus kontrole je v bistvu občutek moči, da lahko nekaj narediš. Ne? In to moč imaš lahko noter ali imaš pa zunaj. Večina žensk, po moje zaradi vzgoja, jo ima zunaj sebe. Janez, zdaj zamenjaj že to žarnico. No, a sem ti rekla, že 3 dni ti govorim, da zamenjaj žarnico. No, to je tipičen znak, da je locus kontrole zunaj, ker to žarnico lahko zamenja vsak, ne glede na spol. Ne. Ampak se pravim, tle je verjetno vzgoja, da to so moška dela, pa tako. No in ta locus kontrole, če je zunaj, se pravi, nekdo drug mora to narediti. Pa ima zanimivo posledico v tem, da če je kontrola zunaj, nekdo drug bo to naredil za nas nekaj, potem mi lahko zvemo, kdaj bo to naredil, pa kako bo to naredil, kar pomeni, da te ljudje obiskujejo vedeževalke, pa horoskope, pa šloganje, pa vse te. Ker je locus kontrole zunaj, greš tja pa vprašaš, oprostite, a bom srečna? Ne? No, reče, ja, 100 evrov, ok, hvala. In zdaj, ok, to je po celem svetu, moram poudariti, locus kontrole je noter ali pa zunaj, načeloma pri ženskah, verjetno zaradi vzgoje, je bolj zunaj, jih je več z locusom kontrole zunaj. Potem so pa še zgodovinske okoliščine. In Slovenci in ostali balkanski narodi, predvsem pa Slovenci v principu imamo locus kontrole zgodovinsko skozi zunaj. Ker v bistvu, predstavljaj si ti, ne vem, par 100 let nazaj tam na Dunaju so se nekaj odločili in potem je en prišel povedati, zdaj pa vojna s temi, pejte se tepst. To ni locus kontrole noter, ko pa jaz vem, kva se sploh dogaja, kva oni imajo. Oni nam diktirajo življenje. Ja, eni nam diktirajo življenje, locus kontrole je zunaj. In pa je bil locus kontrole, ne vem, v Rimu, pa je bil v Berlinu, pa je bil v Beogradu, In zdaj nenadoma je pa v Ljubljani in pazi, pej ti v Maribor ti govorijo, kva bi mi vse naredili, ampak
Oni v Ljubljani nam ne dovolijo. Ne? Lokus kontrole je zunaj. Ne? In ker je lokus kontrole zunaj, je to totalna podloga za teorije zarote. Ne? Mislim, čakamo, eni tam, chemtrailsi so bili prvi, ne? In eni to zdaj pa nekaj harajo. Tam je na Dunaju, v Berlinu, ne? V Ameriki, zdaj nekaj tam, v Seattlu, Bill Gates, ta trenutek nekaj hara. Drugo, na kar sedi, pa to tudi splošno, da ljudje rabimo smisel. Mi rabimo smisel. Pazi zdaj, recimo en iz tvoje generacije, ne nadam ga kap zadane in potem se vi spogledate, pa se mlad, pa reče, debo je pa bil, ali pa nekaj. Ne? In neko zgodbo rabimo. Razlago. Ja. No, debo je bil. Ne? Ja. Ker razlaga nam pove, ker mi pa nismo, to se nam ne more zgoditi, zmeram nam dati lažbo. Ne? In mi rabimo neko to razlago, nekak smisel, zakaj se zdaj to dogaja. In te hitre razlage so easy, ne? Bill Gates nas želi čipirati, easy je. Prvič ustreže temu lokus kontrole iz zunaj, v Seattlu Bill Gates proti nam neki rovar, tako kot je včasih, ne vem, Franci Jožef tam rovaru na Dunaju, in evo, to je zunaj, in to je zdaj smisel tega, zakaj mi tle zdaj v karanteni trpimo, ker smo dobili razlago. Ja, to je big plan, ki se od zadnji dogaja. In to godi tudi narcisizmu, temu tudi zdravmu. Če mi pomislimo, da tam mi imamo neko življenje, delali smo, trudili smo se in prije nek virus in nas razjebe. Razumeš? Virus mikronski, navidaš ga, ne vem. Ampak če pa zdaj to en velik načrt, razumeš, ne, padel v bitki za, ne vem, svetovno prevlado, ne vem, kakšnega lobija, Soros, ne, veš, nekaj teme. Ja. Pa to seveda izkoriščajo populisti tudi, se veš, za zunanjega sovražnika, se veš, kva Orban zdaj na Madžarskem, skozi Soros, ne, človek, ki ga je šolal v principu, zdaj skozi, ropota te zarote, ne. In to populistom tudi daje en dobro upravičilo, veš, da stvari ne spremenijo v smislu, oziroma da jih ne izboljšajo, ker veš, vsem smo mehni, ko se lahko mi zdaj borimo proti Billu Gatesu pa tako. Tako da se tle več kombinacij se je združilo, ampak bistveno se mi zdi v Sloveniji ta lokus kontrole iz zunaj. Ja, se pravi, misliš, da je prav v Sloveniji še posebej zunaj? Ja, zaradi zgodovinskih, a veš, mislim posebej. Meni je bilo zanimivo, takrat, ko so v Sloveniji najbolj norelo okoli chemtrailsov, sem jaz temu serijo nastopil po Škotski, ki mi je na knjiga išla in tam oni niso slišali za chemtrailse, razumeš, ne? Ampak Škoti sem pa se pogovoril, čeprav so pod Angleži v bistvu, ampak ima je ta občutek, veš, lokus kontrole imajo bolj noter, sej bomo mi to zrihtali, pa bomo sami kem naredili. A veš, da je zanimiv primer lokusa kontrole, kako izdrsno totalno. Takrat, kaj Trump vratal predsednik Amerike in vsa socialna omrežja so samo, kva bo zdaj vse Melanija naredila za nas. Ne? A veš, zdaj bo pa ona vse naše probleme rešila. In pa je to počasno razočaranje, veš, ko ona ni to menila, ni Slovenija, veš, nič. In vsi tako, kako? Malo se celo sramuje, verjetno. Ja. Jaz sem imel vedno tako občutek. Ja. In vsi so si tako razočarani, kako, a veš, ta odrešitelj, a veš, Melanija bo zdaj pa to ona pa vse zrihtala. Ja. Eno dobro razlago sem slišal glede tudi, mislim, tole si super povedal glede lokusa kontrole in absolutno mi intuicija govori, da je res, ne. Sem pa dobil še eno razlago glede tega, ker je zelo zanimivo, kako se človek, ki ni nagnjen k teorijam zarote in človek, ki je, se nikakor ne morata sporazumeti, ker operirata iz različnih modov razmišljanja. Ne? In to je nek psiholog, ki se zdaj ne spomnim, je razlagal, rekel, imamo dva tipa ljudi. Eni se zelo zanašajo na svojo intuicijo, eni pa na svoj razum. Ta razum konstantno išče dokaze oprimenljive. In pri teh teorijah zarote jih ni. Oprimenljivih. Ne? Drugi se pa zanaša na intuicijo. Kaj se sliši prav, pa noter čutim. Ne, jaz mislim, da ne bi rekel intuicijo. Jaz tle ločem tako. Imaš en način delovanja je razumski, drug način delovanja je pa limbični sistem, se pravi čustveni. Bolj, kot intuicija je delno že, ampak to čustveni. Ja, veš, to mi je všeč, to mi ni všeč, bolj na to ne. Sej verjetno, jaz bi isto nekako podobno. Vse se prekriva. Ampak veš, kaj je pa zanimiv? Zanimiv je, da je z mediji, kjer vsaka sekunda na televiziji stane milijone v Ameriki.
ni časa za neke razumske poglede na svet. Za čustva pa je. Ja. Za čustva pa je. Ja. In veš, kaj je zanimivo? V 19. stoletju zdaj bodo predsedniške volitve. V 19. stoletju je soočenje kandidatov izgledalo tako, da sta, ne vem, mislim, da je 2 ure najprej en predstavljal svoje stališča, odmor za kavo. Potem mu je 2 ure drug odgovarjal, ne? Odmor za kosilo. Potem je 2 ure unte drug predstavljal stališča, odmor za kavo in 2 ure, a veš, 8 ur pogovora. 8 ur si gledal tega kandidata, ki razlaga stališča, a veš, 8 ur. In ko se je pojavila po radio, so mogli že skrajšati, veš, 1-urni prenos, veš, podcast je že dolg tudi, ne. A veš, in potem s televizijo se je skrajšalo na minute, zdaj pa že na sekunde štejejo. Sam veš te podatke, da na YouTubeu večina ljudi odneha po 1 minuti. Zato je pa TikTok 1 minuto, kar postavil komaks pa čavne. A veš, in zdaj nenadoma, tudi če bi državniki v smislu dolgoročnih planerjev nimajo šanse. Veš, kaj boste naredili z državo? 1 minuto imate časa, povejte nam zdaj vse. Ja, a veš, razum, tle nima kaj veliko razlagati. Lahko pa greš tebi... Ne moreš iti v globino problematike našega sveta. Lahko greš pa čustveno. Ja. Prognal bom imigrante, premog bomo kopali, pa jogo telovat bo bičan. A veš, in ti reče, stari, to mi delaj. A veš, in zato smo mi v tem čustvenem modu, in ker smo v čustvenem modu, je to spet vse kratkoročno.